Živijo, dobrodošel na kavi. Ja, 30 let je za tabo in za tvojimi fanti. Ne 30, malo več celo, ne? 40. Ja, jaz imam sicer več kilometrine, ne, ampak kot ansambel Orlek pa smo 30 let neprekinjenega dela. Ne. Ampak če se vrneva, če greva v Prekmurje, če greva tam, kjer si doma, od kjer prihajaš, če greva v Beltinec, ne? Pa si prav rekel, ne v Beltince. Beltince so, originalno se reče Beltince z umlautom, tako naprej. Ja, dobre. Kako se spomniš tega tvojega otroštva? Ja, mislim, jaz sem tam že v mladih še v osnovni šoli že sodeloval pri folklorni skupini, potem se nekaj malo še pri tamburaših nekaj tako malega delal, ampak večinoma me je ta etnoglasba prekmurska zasvojila oziroma se mi je vtisnila spomin. Tudi mama izredno lepo pela, stara mama, strici po mamini strani so tudi izredno dobre pevci bili, tako da... Se prav kultura je v familiji pravzaprav. Že skozi, ja. In tako najlepše je bilo, ko so bile koline, pa smo se zbrali tam in pa smo peli, malo smo rezali meso pa tako naprej, pa krvavice delali in te zadeve in tisto se mi je izredno spominil. Nehote pomislim na Vlada Krestina, ko rečemo Beltinci. Ja, no, tudi on je prihajal, namreč, ker imamo pa skupnega bratranca, ne, ampak se prav sta malo nekaj diši po žlahti? Malo diši, ja, namreč oče od tega bratranca je moj stric, ne, mama od tega bratranca je pa njegova teta od Krestina, tako da smo se pa srečevali tudi tam, ne, pri stani mami. In kaj te je pol zaneslo? Izmed. Ja, zakaj si šel v Zasavje? Iz tiste ravne prekmurske ravnice greš potem v Zasavje, ki je pa v bistvu... Čez drugače, ne, mestna druga postaja je bila. Namreč jaz sem šel pol v srednjo šolo v Kranj, tam sem spoznal mojo sedanjo ženo, pa sem še nekaj študirati v Ljubljano, no po tistem pa ona ni hotela v Prekmurje sprej od nje, mislim, to je bolj tako rečeno, ne, ampak v redu, je pa malo delno tudi res. In potem se je zgodilo to Zasavje? Po se pa to, namreč, spet sem imel srečo to, ker so se uženil v familijo, kjer so bili stric in dva bratranca od nje, so bili sami muskontri, ne, in so v bistvu nucali so malo pevca, ker nobenih lik ne bolj peval, ali ni upal, pa malo, da nekdo brenka kitaro, namreč, ker Jure igra harmoniko, Mitja je basist, pa trubentač, oče, se pravi stric od moje žene, je bil pa trubentač, in je precej izkušen imel po svetu. On je v Nemčiji delal in so ga povabili tam k enemu orkestru in je precej igral po Nemčiji. In tudi ogromno teh not za blues in te stvari prinesel, tako da jih je že takrat malo okužil s to zadevo. No in potem smo pa malo začeli, ne. Namreč sem prišel kaj v Zasavje, namreč, ko se v Ljubljani, ne, je vseeno nekšno dogajanje malo bolj tako živahno, pa sem pa kaj, ne. Ko prideš se v manjši kraj preseliš, pa ni bilo ne vem kaj, ne. Bolj Plehmurska, pa te zadeve so bile. No, potem sem pa rekel, dobro, dajmo malo začeti malo špilati in tako naprej, ne. Jaz sem imel že prej en band, ki je pol kitarist je še ostal, in smo malo tako probali, ne. Pa sem začel hišo delati in pol še malo to šlo za par let stran. No, pol sem pa le začel to delati in po kamo zdaj, dajmo nekaj v knapu še nekaj tazga, to noben ni delal takrat, ne. In smo res, pol sem pa začel, zdaj prvi kitarist je prišel, je sosed, glavno, vsi nekje tam na kupu bili, ne. Ampak ko sem zasledil, ko sem te malo pogooglil, ne, saj veš, da te to Zasavje kar malo tako pod kožo zdaj, čeprav si Prekmurec, ne, pa vendarle, kaj je zdaj tisto, kaj te je pretegalo? Prvo moramo vedeti, da se Prekmurci izredno vklopimo v sredino, kje živimo, ne. Smo zelo prilagodljivi, to je že sicer geografsko pogojeno, ne, namreč tam je ravnina in vse vojske, ki so šle čez, se mogel prilagoditi, ne, če se hotel obstati. Ja, tako je bilo, to je dejstvo, ne. No, tako da sem se tudi prilagodil tlele. Plus tega sem pa študiral še zraven zgodovine, še sociologijo in tako da mi ta družbena nota pa te zadeve, odnose med ljudmi in tako naprej, od marginale pa tako naprej mi je nekaj blizu. In kakšni so Zasavci, no, če smo že Ja, jaz tako po njihovem, če povem, nakratno sejem.
so bolj skipljivi kot recimo Prekmurci, ampak so pa vseeno dobre duše, res. V tisti robatosti pa sem pa kaj, namreč iz Knapovščine imaš precej izrazov, ki niso za na televizijo, ne, to veš sam. Ampak za tisti pa nežna duša, veš. No in tam se je pol začel ta Orlek, ne? Tako. 30 let je letos. Tako, glavno, in mi imamo po tistem hribu, ki tudi še zdaj živim gorno, in Jure, tudi vaja imamo na Orleku, še zmeraj tam. Tako da smo kar po hribu se imenovali in evo ga, 30 let je minilo. Stil glasbe, ki jo izvaja Orlek. Kaj je to etno? Recimo? Ma vse, jaz temu govorim, da je to dober zasavski golaš. Vse imaš noter, od mesa do paradajza, do čebule, olja in tako naprej, ne? Rdeče paprike. Smo en več teh, veš kaj, že na samem začetku smo si zadali en takšen širok spekter nabor glasbe, oziroma več stilov, ne? Ker zdaj, če imaš recimo, samo en stil, to po 3-4 komadi rata, ponovadi že kar malo dolg čas, ne? So melodije iste ali pa frekvenca, ne? In smo si zadali tako, da pač malo drugače in je očitno je uspelo, ne? Tako da imamo nekaj etno, ampak gradili smo pa na slovenski ljudski melodiki, se pravi slovenska ljudska pesem nam je nekaj temelj, ne? To smo pa pol nadgradili malo z sodobnejšimi prijemi, če se tako izrazim, malo rock'n'rolla in tako naprej, ampak nam je naš melos izredno blizu in tudi imamo izredno lep melos v svetovnem merilu. Namreč vsi se zanašajo, pa govorijo o irskih, sem pa kaj se, naš nečkaj je drugačen. Jaz mislim, da je še lepši, ne? Tako da smo izčrpamo iz te slovenske ljudske pesmi. Nekaj misliš, da Slovenci potem na splošno nekako premalo upoštevamo ta naš melos, ali celo se mi zdi, odkar je nastala država, prej se mi zdi, da v času Jugoslavije, ne, smo še nekako Slovenci smo bolj bili, to je slovensko in tako naprej. Nacionalno zavedni, ne? Ja, končno imamo to svojo državo, a smo to izgubili, ali? Ja, zgleda, da res. Jaz se pravim, jaz ne vem, jaz kamorkoli pridem, ljudje samo gledajo, recimo, kako dobro se recimo špila, pa kako bogate melodije, pa te zadeve imamo, ne? In tudi ne vem, zakaj se bi to sramovali, ne? Zdaj se zgovarja na majhnost, pa sem pa, kaj se to ni res. Če imaš ti en vsi govorimo, vse smo majhni, če imaš ponos nadne, sem pa kaj, da ne bi to tudi še drugim pokazal, vse ti nič nočejo, ne? Ampak če ne boš ti sam za sebe poskrbel, drugi ne bojo za tebe, to pa sigurno, da ne. No, se to me zanima, recimo, kakšno je to tvoje videnje stanja v slovenski, pa rečemo temu popularni muski, ne? Ja, jaz veliko na tem delam, ne? Namreč jaz sem zelo ponosen, da sem Slovenc, pa da slovensko glasbo igram, pa tako naprej. Ne v smislu, da so tako zelo dostopno v kakšnega nacionalizma te zadeve daleč od tega, ne? Ampak igramo to, kar je naše. Sej Slovenci imamo izredno lepo tradicijo v glasbi, sem pa kaj sploh ni nič narobe, ne? Čisto nič se ne razlikujem od bilo katerega drugega naroda naokoli, ne? Da pa ne bi mogel igrati samo, mislim, da pa lahko igral slovenščino. Ampak zakaj, kaj se je potem to zgodilo, recimo? A se je to, mislim, da se je v narodu zgodilo, ne? Da nekako smo, da se je predvsem v zadnjem času, v zadnjih nekaj letih se mi zdi, da je ta sploh nek tak slovenski pop ali kakorkoli že, ali pa rock in tako naprej se je... No, mislim, kdo je slovenski pop uničil, to vemo. Južni sosedi so nam pop uničili, pravzaprav, ne? Smo si sami krivi to? Sami, večinoma sami. Namreč, zmeraj pravim, nismo si Slovenci, si ne upamo, zmeraj nekam caplamo ali pa se skrijemo pred, ne vem, pred kom, ne razumem tega včasih, ne? Ampak tako je zgleda, ne? Zmeraj tisti zadnji korak, pa sem pa ker nam ne rata, ne? Pa recimo že, če v športu gledaš, ne? Prav super, bila je 13. pa sem pa ker, kaj je to? Kak je 13? Prvi si ali pa drugi, ali pa tretja, to so medalje.
to šteje, ne pa tam, da je bila ne vem katera, ne, in so s tem zadovoljili, mislim. Mogoče je tisti slogan, ki je nekoč bil važno sodelovati, ne pa zmagati, ne? Kubertenov, ne? Ja. Ja, no, to je lahko tolažba sam. To je tolažba. Ja. No pa vendarle se mi zdi, da v zadnjem času mogoče da se je le začelo nekaj premikati, da so ljudje mogoče začeli da ponovno prisluhnejo slovenskemu melosu, pa dajmo tako reči. Tako, je, opažam tudi jaz to, sploh pa zdaj recimo, ko smo v teh festivalih, ko smo po Sloveniji igrali, vidim, da mladina čedalje bolj začne poslušati slovensko glasbo oziroma se zaveda svojih korenin. Ne? Namreč jaz sem tudi dopovedujem, na vas svet stoji. Ne? Mi smo že starejši, mi bomo šli počasi stran, vam bo to vse ostalo. In če ne boste za to skrbeli, bo tudi to šlo. Ne? Morajo skrbeti. Ne? In vidim, ne bom se za nekošnega proroka ali kaj daleč od tega, ne? Ampak vidim pa, da se stvari spreminjajo, ne? Da ljudje, sploh mladina, začela se zaveda tega nacionalnega ponosa, ne? Pa zavesti. No, ampak če rečemo, prej si rekel starejši, ne? Ampak vse, če pogledamo spet v tujino, ti starejši so v tujini prave zvezde, ne? Ki so vzgled ali pa ki so... No, to je pa tradicija. Te glasbene tradicije pa nas, ne vem, zakaj je ni, ne vem. A nočemo imeti? Očitno da ne, oziroma kot si uslužen, te daje stran kar star avto, nekaj odpad, ne. Niso žalostne to, ampak ne vem, to pa ne razumem, tudi jaz ne včasih. Pijeva malo kave, Vlado, izvoli, pol gremo naprej. Ja. Kjer zlato-rumeno sonce zasije, začutiš srčnost in dom poln topline, okuse domačih dobrot, zaupanje in slovenski ponos. Za vas ustvarjamo zgodbe z ljubeznijo in domačnostjo. Sreča domuje v dobrih stvarih in dobrih ljudeh. Je dobro, je pocejni, je domače, a je naše. Marketi Fama od Trente do Kopra. Hiša daril po vsej Sloveniji, daleč največ daril se tu dobi. Daril ne bo ne vse in darila dobiš. V hiši daril je vse, kar si želiš. Vlado, če gremo malo na tole zgodovino Orlekov, v 20. obletnici je išla tudi knjiga Orlek. Tako, 20 let Knapenrola. Knapenrola, ja, to smo se zdaj... Odlično, besedna igra, odlično. Tako, ja, to je delo Zdenka Matoza, novinarja pri Delu, pa tudi naš dober prijatelj in tudi večkrat je šel z nami, tako da tudi utrip začutil, pa to na gostovanje, vzeli smo ga na Kitajsko, smo ga vzeli v sabo, potem smo ga vzeli v Južno Ameriko, ko smo šli, tako da je imel ta utrip začutil in je tudi pisal pol noter. In tudi je pa tudi dober pisatelj, namreč je že nekaj knjig napisal, tako da obvlada tudi te zadeve, tako da je bolj hudomušno in humorno napisana zadeva. Kdaj je pravzaprav Orlek vam prišel? 30 let, odkar ste začeli igrati, ne? Ja. Potem se je verjetno nekaj zgodilo, da je Orlek postal slovensko znan. To je verjetno moment, kako to? Ja, jaz sem ponavadi hecam in rečem, da smo zmeraj najbolj smo popularni oziroma najbolj smo prišli na vrh, takrat, ko najmanj denar je bilo. Namreč začeli smo, ko je
Jugoslavijo hiral, ki je šla dol, smo začeli, 89. leta. Potem spenjali smo se, ker mlada država bila, ni bilo denarja. Ni bilo denarja, tako živeli, ono tretje, ne. Ko se je to malo naredili, pa več nismo bili zraven, pa drug prišli. Tako da, kaj jaz vem, ma dobro, še vseeno, malo heca mora biti. Ampak je pa lušno, namreč tisto vzdušje, koncertno pa to, pa priprava na koncert, pa sam koncert, pa sploh če zelo dobro ti rata koncert, da je narod navdušen, to ti utehta pol vse, tudi honorar, konec koncev. Ampak na začetku seveda je bila, kdaj ste posneli prvo pesem? Prvo pesem, pravzaprav jaz sem tako, prvo pesem smo že posneli, mislim, leta 85 v legendarnem studiu Top Ten na Ižanske pri Daretu. Pri Daretu smo posneli in pol smo te skladbi, dve smo takrat posneli. En demotop je bil, ki ga imel pokojni Lojze Kožar. No in smo še, enkrat smo še celo zmagali nekje in potem smo šli menda še celo v Velenje na zaključek, ker mi smo že takrat imeli saksofon pa te zadeve zraven, in smo šli na tisti zaključek, tam nismo zmagali, ker v Velenju so drugi doma, Dobili smo eno pohvalo kot odlično, zaradi aranžmaja pa tako naprej, drugače pa tam so mogli domače zmagati, da bojo zmagali nekaj tam pridejo, Tako da to, potem se pa začel, mislim, da smo po 92. smo pa prvo kaseto, takrat še kasete bile, prvo kaseto posneli, ki je bilo gor, mislim, da jih je bilo 7 ali 8 pesmi, nekaj tazga, ni bila glih polna, ker ni bilo, Jaz sem pol to sprot nekaj delal, pa tako naprej, Še nisem imel glih, ne vem kakšnih hudih izkušenj, ker v bistvu sem se učil glih tako, kot vsi ostali, kako to dela, Malo druge poslušaš pa. Če bi v teh 30 letih lahko potegnil kakšen dogodek, ste špice recimo, ker vem, da so sponi in so padci in tako naprej, ampak zagotovo je kar nekaj teh tudi špic. No, mislim, meni osebno zdaj, nas je 9 v bendu, ima vsak nekje, recimo, svoj takšen. No se tudi premik benda ni enostaven, 9 ljudi, to sta Ne, to je logistika je huda, In tlele basist Mitja skrbi za to, Alamo Vera. Res zelo dobro skrbi za to. Tudi glede vaj in vsega tega, da vidi, da prideš na vajo, skozi ima doma nekaj, ono tretje, in je, familije so bile, so, potem študiji so bili, službe so bile, v glavnem je kar logistika velika. No, pojmo k tem špicam, da vidimo. No, tako, zdaj, za mene osebno je bilo, recimo, mi smo dvakrat nastopili v legendarnem klubu CBGB v New Yorku, leta 2002 in 2006, dvakrat. Prvič smo se povabili, mislim, smo pač dali, če bi lahko igrali tam, Zdaj, kaj noter pride, se veš, to je, Ampak mi smo samo zaradi tega noter prišli, ker smo igrali na tistem Music Festu v Betlehemu, to je pa drugi največji festival v Ameriki, In ko so videli, da smo tam pač v programu, so nas vzeli noter, drugače mi slučajno je prišli zraven, No in na kar zelo dobro smo se odrezali, Je bil zelo velik, dober odziv je bil, in ko smo šli še enkrat, ko nas so spet povabili na tale festival v Betlehem, pa smo pa rekli, dobro, vmes je bilo malo fraj, pa smo rekli, pejmo še enkrat, če se bo dalo v CBGB igrati, In to je bilo glih zadnje leto, ki je bil v CBGB še odprt, ker pol mi smo avgusta igrali tam, konec septembra so ga pa dokončno zaprli, No in ko so rekli, ni problema, kar pridite. Smo kar datum dali, lahko, pa smo prišli in smo, to je nekje za mene, Drugače pa kaj, mi smo več ali manj na vseh kontinentih igrali razen v Afriki, V Afriki nismo igrali, upam, da bomo drugo leto, nekaj se peče. No, drugače pa več ali manj od Avstralije, Nove Zelandije, Azije, Pakistan, Kitajska, Evropo smo celo skozi dali, Severna Amerika, Južna Amerika, tako da. Se pravi, nosite s sabo to slovensko identiteto, kar je zelo, se pravi, lahko slovenski bend podre tudi tuje, če ima neko svojo identiteto. Kaj iščejo tujine? Iščejo originalnost,
Sej, ne moreš ti prodajati Američanom rock'n'rolla, to je isto kot da bi mlekarci mleko prodajali. Pa Ne rep, moreš. kako jim boš rep prodajal, če je rep njihov? Ja, vse to, ne, mislim, tako, originalnost iščejo, ne. Ja. In mi, se pravi, mi imamo ogromno ponudb, da bi lahko šli v Ameriko, ampak je finančno tako, ne, pač ni glih špica band, ne, oziroma da bi svetovno znani band bil, so bolj tako, ampak 9, se pravi, ne, 9 pa familije, pa te zadeve je malo to, mi imamo ogromno ponudb iz Amerike, da bi lahko šli igrati, ne, ampak ne moreš, ne. Tako da parkrat smo šli tako, da smo, če ne drugega, da smo se stestirali, kako gre zadeva. In smo izdelno dober odziv, recimo na kitajskem Pekingu smo igrali tam v Chaoyangu, na njihovem največjem festivalu, Madonna, to smo pol na koncu še Golico zaigrali, sem mislil, da so narod razfuzili, kako so počeli, ne. Isto recimo v Pakistanu smo igrali, ne. Ja. Še Pervez Musharraf je bil na častni loži, res, ne. No, kul pa sami ostrostrelci, to pa ne moreš več, to je pa druga stvar, ne. Noro, ne? Noro, ne. Ja. Ampak oni originalnost iščejo posod, ne, in lahko daš edino, če res iz svojega naroda ven črpaš, ne. No in pa pravijo, v angleščini pa sem pa kaj, sej, če gledaš takole, vsi ti veliki bendi, recimo, ki igrajo v angleščini, ko to enkrat nabije, se ne slišiš, mislim, ne veš, ne razločiš, tudi teksta več nič, ne. Ja. Glavno je pol muzika, to ti naredi, ne. In lahko povem en dogodek, ki se nam je zgodil, ki smo res, mislim, kar gledali, je bilo, ko smo šli iz Montevideo nazaj v Buenos Aires, smo čakali na tisti katamaran, oziroma tisto ladjo, ki pelje po River Platu. No in imaš pa isto tako, kot greš na avion, ne. Tiste on, pa noter počakaš, ne. In je bilo skoraj uro, pa malo več kot uro je bilo treba čakati, ne. Kaj češ, ne, pa kitarist je kitaro ven vzel, Jure harmoniko ven potegnil, jaz sem imel mandolino s sabo, fantje so odprli kufre in smo začeli špilati, smo imeli vajo, javna vaja. In smo te naše komande ampak v akustični verziji igrali, ne. Ja. In narod je kar naenkrat začel, Južni Američani so zelo temperamentni narod, ne. In so začeli kar naenkrat plesati. In so plesali tam, ono tretje, mi smo igrali, narod skakal, mislim, neverjetno, kako je bilo, ne. In ko je konc vsega bilo, ne, ponavadi, te spustijo na avion ali pa na ladjo, ne, pol so si zaženi, ne, so špalir naredili vse, ko pete prvi, kaj. Ja. Evo, kje ste? In smo rekli, da igramo tam v San Martinu, Ja. v predelu Buenos Airesa. In je še nekaj pol prišlo dodatno nas V gledati. slovenskem klubu San Martino? Ja, tam smo igrali. Sem imel tudi jaz A ne? koncerte. No, tudi tam smo igrali. Ja. Tudi tam smo igrali. Kaj misliš, da bi recimo vi poslali na Eurosong, ne? Nekaj takega, kar je slovensko, kar je originalno, pa ne da se hočemo mi se približati nekomu, ne mislim, da bi nekaj svojega tja poslali. No, zdaj ti bom povedal prigodo z eno mojo pesmijo, ki se na 2001 sem samo za tisto preditev naredil eno skupino Pax z dvema pevkama, kitarist, jaz sem mandolino igral, violinistka, v glavnem en takšen inštrumentarij, harmonika, ne, en tak inštrumentarij, ki je podoben slovenski ljudski glasbi, ki se igra, ne. In sem tudi skladbo naredil, zdaj je velik, še jo non-stop igramo, ne, Ko so lipe cvetele, ne. Nalož sem šel narediti čist po teh paragrafih, melodika slovenska, čist tale majhen kaj je že, inštrumentarij, dvoglasno oziroma troglasno petje, pa tako naprej, vse po paragrafih, ne. No in to sem poslal in smo bili sprejeti in smo to celo, pol je iz strokovne komisije še Mojmir Sepe, ne, je rekel, pa zakaj ni malo več aranžmaja, malo v tretje, šli bi naprej, ne. Ja. Ja, sem to hotel čisto tako, da vidim, če še ljudje imajo kaj tistega noter, da pač čutijo, da so Slovenci, pa sem pa kaj, ne. Nekaj našega, to je. Dobro, nismo zmagali, bili smo četrti, ampak iz tistega je še zdaj največji hit je še iz tiste Eme, ne. Eme, ja. In še to, daleč vseh, ne. No in največje potrdilo sem podobil, ker takrat je bil pa na obisku oziroma na tej naši Emi je bil Štefan Rap. Kdo je Štefan Rap, zdaj ljudje vejo, to je ena velika
glasbena legenda iz Nemčije, in on pa tretji je prišel k meni in mi je čestitev prav, škoda, da niste vi prišli prav. To je pesem za Eurovizijo, ne. Dobro, zdaj zmagala, kdo je zmagal, ne. Se tudi Noša Drende je zmagal, tako mislim, pesmi Energy. Dober komad sem pa kaj, nimam kaj reči, ne, tudi vokalistka je fantastična, ne. Ampak to je tisti drugi video, ne, to je to, kar sem je glih vprašal, ne. Točno ta dogodek mi je ustal v spominu in evo, zdaj, moramo z originalnostjo samo začeti svoje. Naj bo ta zadnji stavek vodilo za naprej. Z veseljem. Hvala, ko si prišel na kavo. Lepo in srečno še naprej. Enako, hvala lepa. Srečno Slovenija.